V šoli so vam lagali. Kajti to ni Republika Cipr. In to ni prava zastava, ki bi predstavljala ozemlje Republike Cipr. V resnici je Republika Cipr tole. Poraja pa se vprašanje, kaj pa so potem vsi ti deli? Republika Cipr se namreč nahaja v državi, ki je razklana, prepolovljena na 2 dela. In nikjer se to ne pozna bolj kot tukaj v Nikoziji, zadnji razdeljeni prestolnici na svetu. Danes bomo zakorakali v 3. del najine popotniške serije po Cipru in rada bi ti povedala zgodbo o tem, kako so ta idilični otok raztrgali na 4 dele. Army opened up with tank and artillery fire on Greek Cypriot positions near the Nicosia airport. It looked like a weekend outing at first, but hundreds of Greek Cypriot fighters defied appeals from their prime minister to avoid clashes and headed for the green line that cut Cyprus in two. Da sploh razumemo zgodbo Cipra, moramo razumeti zgodovinsko ozadje. Otok Cipr je dom 2 kulturno zelo različnih narodov, pravoslavnih Grkov in muslimanskih potomcev Otomanskega cesarstva. Čeprav različni, sta ti 2 kulturi dolgo živeli v harmoniji. Vse dokler se ni vmešala Velika Britanija. Velika Britanija je namreč želela imeti prostor in ozemlje nekje v bližini Sueškega kanala, ki je bil zanjo izrednega ekonomskega in strateškega pomena. In Cipr je bil ravno idealen za to. In seveda Britanci naredijo to, kar najbolje znajo v tistem času. Zavzamejo tujo zemljo in začnejo uveljavljati svoje pravila. Postavili so nekaj infrastrukture, zrisali zemljevide in med drugim naredijo tudi prvi popis prebivalstva, kjer že na papirju začnejo ločevati ljudi. Pa ne samo po narodnosti, tudi na veroizpoved. Grškim Ciprčanom je po nekaj časa prekipelo, dovolj so imeli tuje nadvlade in začeli so se hude demonstracije in spopadi. To je bil dober znak Veliki Britaniji, da je čas za odhod. Kazalo se je, da bo Cipr končno dosegel samostojnost, vendar so grški Ciprčani imeli nekoliko drugačno zamisel v glavi. Niso hoteli biti samostojni, pač pa se pridružiti matični državi, torej Grčiji. Vse skupaj je orkestriralo politično gibanje Enosis. Turški Ciprčani pa na drugi strani niso hoteli postati še večja manjšina in so predlagali, da se otok razdeli na pol. In takrat so se težave šele začele. Takrat se nikomur tudi sanjalo ni, kako razdvojen bo postal Cipr. Trenutno se sprehajava po tej grški strani Nikozije in v bistvu srečala sva že kar neki cerkev, kot jo lahko vidite tudi za mano. Ne vem pa, če ste vedeli, se pravi, grški Ciprčani so pravoslavci. Dobrodošli v Nikoziji, zadnji razdeljeni prestolnici na svetu. Grški del Nikozije je tipično evropejski, nič kaj drugačen od ostalih evropskih prestolnic. Zato sva se skozi ta del kar hitro premikala do prav posebnega ozemlja, ki najbolj ponazarja razdeljenost Cipra in Nikozije. In zakaj se to tukaj v Nikoziji najbolj pozna? Mesto je dobesedno razdeljeno na polovico in skozi sredino v bistvu poteka neprehodna meja. Sama meja pa ni ravna črta, ampak je v bistvu cel pas, tako imenovan buffer zone Združenih narodov. V tem pasu pa so ujete marsikatere stavbe, hiše in podobno, ki so v bistvu zapuščene. Se nama pa spet pot konča, sva prišla do meje. Kot vidite, so bile včasih v buffer zonu hiše, ljudje in ko se je vzpostavila ta meja, so jih prav prisilili, da so se izselili. Zato je pa pač tudi vse zapuščeno. Kot lahko vidite, tukaj je pa prav zid postavljen na meji in tematsko zelo spominja na berlinski zid. Verjetno se sprašuješ, kaj je ta buffer zone, komu pripada in kako je sploh prišlo do njegove vzpostavitve.
Ostali smo pri tem, da so grški Ciprčani in gibanje Enosis hoteli priključitev Grčiji, turški Ciprčani pa razdelitev otoka. Velika Britanija, da bi pomirila situacijo, katero je sama zakuhala, je predlagala, da se vse strani sestanejo v Londonu in dogovorijo o ureditvi nove države. Velika Britanija, Grčija, Turčija in pripadniki obeh strani Cipra so tako sestavili novo ustavo, ki je služila kot nek kompromis s svojimi pravili. Tako je med drugim recimo zapovedovala, da je predsednik Grk in podpredsednik Turk. Dr. Kurchuk, the Turkish Cypriot leader, entering Government House to be received by Sir Hugh Foot, and Archbishop Makarios following on his heels. How familiar a scene during the long negotiations of the past 6 months. V malem tisku pa so bili tudi pogoji, kot to, da Velika Britanija obdrži svoje vojaške baze na otoku kot avtonomna območja ali da lahko Grčija ali Turčija vojaško posredujeta, če se katerakoli stran ne drži dogovorov. Cipr se je sicer leta 1960 odcepil od Velike Britanije in deloval kot samostojna država, vendar notranjih trenj in želje po združitvi z matično Grčijo noben sporazum niti nobena ustava nista morali zadržati za dolgo. Kmalu po odcepitvi so grški Ciprčani začeli nadlegovati manjšino turških Ciprčanov, poleg tega pa je nacionalna garda, podprta strani gibanja Enosis, izvedla državni udar na Makarijosovo vlado. Turčija je zahtevala takojšnjo vzpostavitev državne ureditve glede na določila v ustavi, vendar zaman. To je privedlo do tega, da se je leta 1974 Turčija odločila posredovati, napasti otok in zaščititi svoj narod. People in the Turkish Cypriot villages by the road, the people the paratroopers had come to protect, cheered them down. Za nekaj hitrimi vojaškimi akcijami so zavzeli sever otoka, v kasnejših mirovnih pogajanjih pa so dosegli današnjo razdelitev otoka. Pri tem je seveda treba poudariti, da zavzetega območja, ki ga je Turčija vklicala za novo nastalo državo, Turška republika Severni Cipr, ne priznava nobena druga država na svetu kot Turčija. Buffer zone pa služi le kot mirovno območje ali blazina med ozemljama Republike Cipr in Severni Cipr, ki pa pripada Združenim narodom. Prečkala mejo v Nikoziji, ki poteka skozi sredino mesta in mejo lahko še vidite za mano. Je pa tukaj popolnoma drug svet, res, da smo vstopila čisto drugo državo. Na vhodu te pa čaka tradicionalen turški sladoled, pa čakajo te turške skladbe in seveda tudi mušeje. Pa lokum, Alex, cel kup lokuma. Noro. Ne glede na to, na kateri strani Nikozije se nahajate, povsod lahko najdete kaj zanimivega za pogledati. Tako recimo tukaj na turškem delu najdete največji karavanseraji na Cipru. Čeprav so karavanseraji včasih služili kot neke vrste hoteli popotnikom na poti oziroma trgovcem na svilni poti, pa je danes njihova namembnost seveda spremenjena. Ta je zelo lepo ohranjen in danes služi kot bari, restauracije, pa mislim, da je tudi en hotel tukaj. Spoznala sva še eno zanimivo dejstvo, kar se tiče severnega dela Cipra. Tukaj v bistvu so muslimani, je muslimanska vera, ki so pač večinoma Turki, ampak niso toliko zavedni muslimani. Namreč tudi ženske so večinoma odkrite, pač pokrijejo se res samo za mošejo in pa tudi alkohol prodajajo res čisto na vsakem vogalu. Pač ni res tako kot v Turčiji, ki ga je težje dobiti, tukaj pač res tudi reklame imajo za alkohol. Glih hotel sem reči, gledajo še eno stopnico tle imaš reklamo, jumbo plakate, ne vem, za viske pa scene, ker je pri nas recimo v Sloveniji zakonom sploh prepovedano. Ja. Upam, da ste s tem vlogom dobili nek vpogled v samo državo Cipr, njeno ureditvijo, razdelitvijo, zgodovino, skratka vsemu, kar je pomembno za naše raziskovanje Cipra naprej. Namreč v naslednjem delu se bova še bolj podala na sever in državo Severni Cipr oziroma Turško republiko Severni Cipr do potankosti raziskala. Do takrat pa napišite nama v komentar, kako se vam je zdela Nikozija in pa seveda všečkajte video ter ne se pozabiti naročiti na najin YouTube kanal. Je zastonj, pa čist nič ne grize. Se vidimo v naslednjem delu. Čau, čau! Yeah, I'm strapped in, stuck in a song.